Mariborske odbojkarice so v polfinalu premagale Alianso Šempeter, Kamničanke pa so izločile Formulo Formis iz Hoč. Tako se je finalni par v aprilu spopadel trikrat, vselej v prid odbojkaricam nove KBM. V prvem nizu sta ekipi včeraj še bili izenačeni, saj so Mariborčanke na koncu povedle le za 2 točki, s 25-23. V nadaljevalnih 2 nizih pa so gostje naredile preveč napak pri sprejemu in napadu, da bi še lahko nagnale strah v kosti tekmicam. Iskrene čestitke, zdaj je zlato okoli vratu, dokončno, ampak ste kdaj med to tekmo pomislili, da se vam morda lahko izmuzne zmaga? Je bil kakšen tak trenutek? Nikoli ne veš, dokler se tekmo ne konča, da bo zmagal, ampak nekaka tiha želja je bila, tiha misel je bila, da na tej tekmi, da bi mogli to osvojiti, vzeti, kajti naredili smo veliko dela že na prvi tekmi tu, ker smo zmagali s Tržavo 3-2 in potem na drugi v Kamniku, ker smo tudi tam 3-0 zmagali. Tako tu smo imeli idealno šanso, da pred domačo publiko na domačem terenu pokažemo neko igro. Mislim, da tudi v finalu včasih ni njih najbolj blesteča igra, ker so emocije na kar visokem nivoju, ampak lahko čestitam punce, sem ponosen na njih, da so odhod reagirali, odhod igrale, kajti ni enostavno osvajati državnih naslovov. Za Sama Miklavca je bila to prva klubska zmaga, svoje varovanke pa je v tej sezoni na tekmah prve državne lige spremljal kar 46-krat. Jaz mislim, da smo se mi zavedali naših kvalitet in da smo boljše, ampak samo prikazati smo morali našo igro. Jaz mislim, da smo vsekakor danes dobro odigrali, čutiti je bilo seveda malo treme in ne. Mogoče za trenutek, da smo čutili neko ogroženost, ampak jaz mislim, da ko mi odigramo tako, kot znamo, da nam trenutno tukaj ne more konkurirati katera ekipa. Mariborčankam je do zmage pomagala tudi Finka Rosa Koskelo, ki se je ekipi priključila sredi lanske sezone in ostala. I think both of the teams had their problems during the season, for sure, injuries and everything. We didn't have the whole team since November in practice at all. We also had many problems, but I think in this one we were mentally stronger and more ready to win no matter what. Kamničanke so se borile do konca, a med razlogi, zakaj prvo mesto zanje v tej sezoni ni bilo dosegljivo, trener Calcita Gregor Rozman išče tudi v 3 igralkah manj. Maja Pahor, Urška Igličar in na prvi finalni tekmi še Aleksandra Franti so zaradi poškodb dogajanje lahko spremljale le s klopi. Na začetku je boj bil še kar izenačen, tretji niz pa je pokazal kar veliko razliko. Ste zelo razočarani. Težko rečem, da sem razočaran, sem pa žalosten. Iz preprostega razloga, ker so punce danes vsem, bi rekel, do zadnjega verjele in se trudile in res pokazale vendarle pravi karakter te ekipe. Žal se na koncu ni šlo, bi rekel, predvsem se je tekma zalomila v tistem prvem nizu, ki smo ga bi morda lahko s kančkom športne sreče obrnili sebi v prid. Ampak priložnost izgubljena, ne vrne se nobena in bi rekel, Mariborčanke zasluženo slavijo zmago v tej tekmi. Ja, zagotovo, da je razočaranje, poraz ni lahek, pač čestitke Mariboru za zmago in za dobro igro. Mi se bomo pa naslednjo leto še bolj potrudili. Mogoče mi nimamo tiste neke ključne igralke, da bi naprimer povedla v takih trenutkih in da bi izkoristila te žoge na koncu, ko bi odločile niz in to so pač Mariborčanke, ki so izkoristile zadnje pike, tako da. Odbojkarice sedaj čakajo kratke počitnice. Klubskih tekem je konec. Tekmice pa bodo kmalu stale na isti strani igrišča v reprezentančnih tekmah.